Dober dan. Jaz upam, da se slišimo. Vse prav, ker sem bolj na slabem glasu. Predhodnice so me pravzaprav prestrašile, najbolj doktor Flisova, ko je govorila, kdaj imamo mi težave z sinusi. Jaz za tole danes verjamem, da je čisto ali pa večini zunanjega izvora, bom rekla, da nisem endogeno toliko zapacana. Tako da, ja, hvala za potrpežljivost okrog te težave z govorjenjem, danes še večje. Jaz sem bila vesela, ko me je Maja povabila, da bi kaj o osteoporozi, pa mogoče kako prehransko dopolnilo, kak preparat, ki ga Kali Vita pač ponuja trgu oziroma nam, ki smo uporabniki. Zakaj osteoporoza je tema, ki se dotika čisto vsakega. Če se še tako zdi, jaz sem še premlad, zame še tole ni interesantno, se mogoče danes vsi najdemo. Moj namen ni nič drugo, kot da, ko greste domov, mogoče ko ležete k počitku, da se vprašate, kaj bi pa jaz s temi informacijami okrog osteoporoze in normalnemu rečenju krvi tekom staranja, se pravi, to je nek normalen proces, je tudi že danes bilo omenjeno, da ko mi živimo, se pač na tej poti od rojstva do smrti dogajajo neke spremembe, na katere imamo bolj ali manj velik vpliv. Tako da hvala Maji, da sem osteoporozo dobila. Hvala predhodnicam, ker so povedale zelo veliko tistega, kar tiče vsa živa tkiva, še posebej doktor Flisova na ta način govorila, in pa zato, ker so kosti tudi žive, nič drugo kot en naš organ, zelo pomemben organ, ki nam daje neko obliko, strukturo, zaščito notranjim organom, po drugi strani je pa pomemben bazen mineralov, ki jih v današnjem načinu življenja vsi verjetno bolj kot ne dnevno vlečemo iz teh kosti, se pravi, da bi bilo skorajda nujno dodajati, če živimo res sodobno, se pravi, smo pretežno na hitri prehrani, na živilih, ki jih kupujemo v trgovini, smo veliko sedeči, ne razmišljamo, kje kupimo zelenjavo, kakšno meso užijemo, potem namreč vnašamo veliko slabega in telo se pač zakisa, razkisa se pa lahko samo s tistim, kar je v naših kosteh, da se tvorijo soli, če seveda sami od zunaj ne posežemo v to verigo oziroma ta krog. Treba ga je aktivno presekati. Čisto na povrhu sem dotaknila, kaj osteoporoza je, če nujno prizadene vsakega med nami, kakšna je verjetnost, da jo doživimo z nekaj podatki, kak jaz ugotovim, če imam osteoporozo, kaj so dejavniki tveganja, katere bolezni oziroma zdravila, ki jih zdravniki predpisujejo, jačajo ogroženost za osteoporozo, za krhke kosti, kaj lahko pa sami naredimo, zato da bi osteoporoze ne doživeli oziroma nas ne bi vplivala bistveno na, spremenila našega vsakdana, se pravi, bi ostali lahko telesno aktivni po svojih željah visoko starost. Osteoporoza je pač redka kost, naša kost je porotična. Mi tekom življenja doživljamo različne čudeže, ki nam jih predstavlja naše telo. Telo je namreč hudo organiziran avtomat, bi rekla, telo kot tako v celoti. Ko rečem čudež, mislim na to, da se telo samo reši prehlada, če le telo ni preveč zapacano, če naš imunski sistem ni prešibek, potem telo poceli vreznino, brez da mi nekaj od zunaj posebnega počnemo, razen da prilagodimo način življenja. Telo samo po sebi tudi zaceli zlom kosti, ni pa zmožno samo po sebi reševati osteoporoze. Se pravi, ko je naša kost enkrat porozna, brez da vplivamo z zdravilom, s farmakološkimi sredstvi,
ne moremo gostote te kosti pričakovati, da se bo gostota kosti sama izboljšala. Se pravi, tu telo nima več zmožnosti. Rekla sem že, da je kost pravzaprav kostno tkivo organ, en izmed naših organov, se pravi je živo tkivo, v njem delujejo 3 vrste celic, tiste, ki kostnino gradijo, tiste, ki jo razgrajujejo, ene, ki vse to bolj spremljajo. In nekako do 40. leta starosti se kostna gostota veča, se pravi, mi okrog 40. leta, 35-40, dosežemo maksimalno čvrstost kosti. Po tej starosti, med 40 in 50, pač glede na to, koliko zdravo človek živi, se začne kostna gostota oziroma kost redčiti, kostna gostota manjšati. Zdaj, normalno je, da se približno odstotek kostnine letno izgubi, se pravi, da človek nujno doživlja redčenje kosti. In nenazadnje tudi zato pozivamo okrog 40. leta, začni aktivno živeti, skrbeti za svoje zdravje, ohranjaj dobro počutje, ker sicer se bojo procesi staranja, ki jih zunaj smo pripravljeni videti, preglasno odvijali tudi na notranjih organih. Danes pač omenjamo kosti. In to je tudi obdobje, ko bi morali misliti, ali uživamo primerno hrano, ali zagotavljamo kostem tisto, kar kosti nujno rabijo, zato da se lahko obnavljajo. To sta kalcij, magnezij, kot tista ta glavna 2, vitamin D in pa še tudi mnogo drugih mineralov in vitaminov. Kakšna je verjetnost, da bo osteoporoza prizadela mene? Ne vem, je ena mednarodna, v bistvu svetovna fundacija za osteoporozo s sedežem v Švici, ki zbira podatke iz vseh držav sveta. Jaz sem tiste tabele malo gledala, Slovenija dosti redno poroča tja not. Pri nas so ljudje po 50. letu, še posebej ženske, v zgornji tretjini števila zlomov, se pravi med toliko staro populacijo. Zdaj, veste, da te podatke moramo vedno gledati tudi na ta način, ker tam se nahajajo tudi zelo razvite dežele, se pravi Finci, Švedi, ves sever, Nemčija, dežele z urejenimi sistemi, se visoko znajdemo tudi zaradi tega, ker je spremljanje bolj natančno, bolj celostno takega človeka. Čeprav drugi podatek tudi o Sloveniji kaže, da se ženske v menopavzi, se pravi, ko resno pade nivo estrogenov, ki imajo pomemben vpliv na čvrstost kosti tudi, med vsem ostalim, kar počno v telesu, ne zavedajo dovolj te ogroženosti, se pravi, da bi morale zdaj aktivno začeti skrbeti za čvrstost svojih kosti. To pa delamo tako, da mislimo, kaj jemo, da se res začnemo gibati, da morda osvojimo kakšne vaje za ravnotežje, da jih peljemo v svoj vsakdan, so sila enostavne, ampak da jih začnemo delati. Zaradi tega, ker telo se stara na vseh nivojih, bom rekla, ne samo v kosteh. Se pravi, nam peša tudi ravnotežje oziroma komunikacija med posameznimi telesnimi organi. Glasen je ali pa nagovori podatek, da je oviranost zaradi osteoporoze večja kakor zaradi vseh, ali večja kot pri večini rakov, se pravi, da osteoporoza, ko jo človek enkrat ima, aktivno spremeni naše življenje, če to želimo ali ne. Mi se moramo osteoporozi prilagoditi, če nočemo biti zlomljeni. In če smo zlomljeni, potem to spet državo stane zelo veliko denarja. Tu imate navedene, kakšni milijoni evrov se letno potrošijo na evropskem nivoju in več kot 60% tega denarja gre za zdravljenje zlomov. Le 5% za farmakološko zdravljenje, se pravi, ko hočemo prevenirati ta zlom.
In mislim, da je dobrih 29% za dolgotrajno lajšanje težav ljudem, ki so utrpeli nek zlom. Ker veliko teh ljudi ne moremo operirati, jih ne moremo pozdraviti. Še vedno je umrljivost med neoperiranimi ženskami starimi več kot 75 let, 25%. To je velik odstotek ljudi pri zlomu, če jih nek drugi izčrpanost kakega drugega organskega sistema odvrača ali pa onemogoča operativni poseg, se pravi, da ko si zlomim kolk, je resno ogroženo moje življenje. In je treba v bistvu resno okrog tega, da ostanem primerno čvrsto na svojih nogah, se pravi, da imam ravnotežje. Včasih, jaz mislim, da zdravniki kar z roko zamahnejo, ko kdo starejši reče, nimam ravnotežja. Mislim, če nima ravnotežja, je že prav raziskati, zakaj ga nima, če ne najdemo vzroka, pa na vsak način človeka usmeriti, da začne skrbeti z vajami za ravnotežje, da ohrani tisto ravnotežje, ki ga še ima. Se pravi, da mu vsaj nekaj povezav iz ravnotežnega organa teče na periferijo. Kitajci pravijo, da koliko je prožen naš gležen, toliko smo mi stari, ker pač okrog gležna, mi moramo s periferije dobiti impuls, kje smo, kako naj telo se znajde v tistem prostoru, ali na tepihu, ali ko stopimo v neko luknjo. In če ta impuls ni dovolj hiter, ali nam telesu kaj zmanjka, samo zato, ker pač nismo trenirali dovolj in pademo. In če pademo, se lahko zlomimo, še posebej, če smo že osteopenični ali osteoporotični. Zlomov, zdaj pa mislim, da je predaleč naprej, pa ne vem, potem je pa tako po vrsti. Kako zdaj vem, da imam osteoporozo? Osteoporozi lahko ali pa pogosto rečejo tudi tiha bolezen, tiha ravno zaradi tega, ker nima nekih jasnih znakov. Ljudje lahko postanejo manjši, ne vem, se ko koga sprejemaš v ambulanti, reče, jaz sem videl, da sem skupaj zlezel, ampak tega pač nisem tako resno jemal, ne. Se pravi, če nam šivilja reče, vi pa imate vedno krajše noge, vedno manj vas je, ali pa oblekca vaša zbir krajša, morate pomisliti, kaj če lezem že skupaj. Ko lezem skupaj, lahko so moje kosti že toliko krhke, da to lezenje skupaj omogočijo, bom rekla. Potem, ko nekdo postane okroglega hrbta, je to tudi en tak znak, da se na njegovih vretencih že dogajajo lahko spontani klinasti zlomi, ki niti ni nujno, da hudo bolijo. Največkrat se lomimo pač v višini prsne hrbtenice, pa tudi ledvene. In na vse načine, če imamo osteoporozo, sem sprejemala ne 50 let staro gospo, otroci so šli na morje, letos poletje bilo je htela nekaj urediti mladostnikom sobo. Ni klicala pomoči in je tišala z nogami ob omaro, da bi jo porinila 20 centimetrov stran od sebe. In ob tem je utrpela osteoporotični zlom L2, se pravi drugega ledvenega vretenca. Tako da lahko se zlomimo ob različnih prilikah. In zdaj, če te gospe ne bi nekdo na rentgenu opazil, da je njena kost redka, zlom je že narava bila taka, da je silo v razmišljanje, verjetno gre za osteoporozo, ne samo za osteopenijo, ne bi bila vključena v zdravljenje, ne. Se pravi, neki zunanji tihi znaki mi lahko dajo zamisliti, kaj pa, če bi pri meni šlo za osteoporozo. Nejasne bolečine v okostju, v obsklepnih tkivih so lahko tudi prvi znak, alarm, treba bo preveriti kostno gostoto. Na spletu se dobi vprašalnik, s katerim lahko ugotovimo, upoštevanje laboratorijskih kazalnikov ali pa kostne gostote, ampak to, koliko smo mi stari, kakšnega spola smo, katere rase, kako se prehranjujemo, kako živimo. In lahko
izračunamo, se pravi, vnašamo te podatke in po 2 minutah dobimo svojo ogroženost za zlom v naslednjih 10 letih. In če je ta ogroženost velika oziroma sploh obstaja, je nujno, da si privoščimo ugotavljanje kostne gostote na eni napravi, ki deluje na principu rentgenskih žarkov. Rečemo ji DEXA, denzitometrija. Ne ultrazvočno merjenje gostote petnice oziroma propustnosti petnice, ampak na veliko aparaturo je treba iti. Tista potem včasih gostoto vsega skeleta, največkrat pa križa in kolka izmeri. In potem dobimo en takle izvid, ki ga tam vidite. Niso pomembni teji, tisti bolj zanimajo zdravnika in izračun. Vsak laik pa lahko vidi pri tej osebi, pač gre za osteoporozo, že ne, na meji tistega rdečega, in tak izvid na DEXA zahteva uvedbo zdravila. Se pravi, ni dovolj samo hrana, gibanje, prehranska dopolnila, ampak je treba slediti navodilu zdravnika in začeti z zdravljenjem osteoporoze. Vedno naredimo tudi nekaj laboratorijskih preiskav, kadar imamo osteoporozo že potrjeno z DEXA, se pravi s to denzitometrijo. Predvsem nas zanima nivo kalcija, potem vitamina D, hormonski status pri posamezniku zanima, ker lahko najdemo vzrok. Večkrat je pa osteoporoza kar tako, se pravi posledica staranja in našega nemarnega ravnanja s telesom, da ne najdemo nekega neposrednega vzroka, da so estrogeni bili do menopavze normalno visoki, da je mena nastopila v primernem starostnem obdobju, ne zelo zgodaj, da pač mogoče v genih nismo pošlihtani, kot bi bilo treba, skratka, da razvijemo osteoporozo. Brez da se najde nek razlog, vzrok, ki bi ga potem lahko vzročno zdravili in odpravljali. Najpomembnejši razlogi so na tej prosojnici, nekaterih se bom potem dotaknila. Ja, tudi v približno 500 genov v 500 genih je zapis o tem, kako naša kostnina naj izgleda. Se pravi, če imamo v familiji nekoga, ki ima osteoporozo, smo že bolj ogroženi, da jo razvijemo tudi mi, kar pomeni, da bi morali bolj pozorno spremljati znake, nejasne bolečine, zmanjšanje, upognjenost in se prej odločiti za denzitometrijo. Številna zdravila, jih bom tudi nekatera omenila, potem naše razvade, alkohol, tobak je tu največkrat omenjen, potem dieta, predvsem če vnašamo veliko živil, ki so polne slabega v smislu, kako zgorevajo v našem telesu. Med razvadami tudi kajenje tisto, ki ogroža za razvoj osteoporoze, hiter ali pa obsežnejšo. Toksini iz okolja so že tudi bili omenjeni, potem seveda vsi vnetni procesi in pa oksidativni stres. Vse to v enaki meri kot na vse druge telesne organe vpliva tudi na našo kostno celico in posledično na stanje kosti. Mi na vse dejavnike nimamo vpliva, se pravi, nekatere moramo sprejeti in jih upoštevati pri načinu življenja, ki ga izbiramo. Če smo ženske, smo bistveno bolj ogrožene kot moški. Američani imajo eno študijo, da med vsemi osteoporotičnimi zlomi, mislim, da enkrat v poznih 90-ih letih, je bilo 80% polomljenih žensk v starosti več kot 60 let. Se pravi, da smo ženske bistveno bolj ogrožene kakor moški. Med 3 ženskami ena bo utrpela osteoporotični zlom in en med 5 moškimi, je en drug tak podatek, ki je bil na prejšnji prosojnici na veliko izpostavljen, zato da bi nas zganil v razmišljanju, kje sem jaz okrog osteoporoze.
Potem starostjo, po 40. letu smo bolj ogroženi, starejši, ko smo bolj ogroženi smo, da razvijemo osteoporozo, osteopenijo pa pravzaprav vsi začnemo razvijati. Potem Kavkaz, belci smo bolj ogroženi kakor črnci ali Južnoameričani. Družinsko obremenjenost sem že prej omenjala, pri raku dojke, pravzaprav pri več rakih, ampak pogosteje potem zaradi bolezni, ampak pri ženskah, ki imajo raka dojke, so pa tudi pogosteje ugotavljali osteoporozo. Ampak tam še vedno zdravimo tudi z hormonskimi zdravili, to so taka, ki bremzajo estrogene, delovanje estrogenov, in zaradi tega skoraj nujno tudi tam zdravilo potem še dodatno ogrozi ali slabša status kosti, naše kostnine. Imamo pa vpliv na telesno težo. Ve se, da suhi ljudje z telesnim indeksom manj kot 19, se pravi tudi v fazi razvoja, ko mladostnik presuh, je bolj ogrožen za to, da razvije osteoporozo v zrelih letih, kot nekdo, ki je zdrave telesne teže, se pravi, katerega masa je več kot 19,5, če računamo ta indeks telesne mase. Tudi debeli ljudje so bolj ogroženi za osteoporozo. Malo je že dr. Flisova danes omenjala zaradi tega, ker v tej maščevju na en način veže kalcij, po drugi strani pa maščevje, predvsem to okrog trebuha, sprošča hormone oziroma hormonom podobno delujoče snovi, ki potem spet manjšajo nalaganje kalcija v kosti, na ta način delujejo. Tako da ne samo suhi, tudi prekomerna telesna teža, ne samo zato, ker zdaj kosti težje nosijo, celo velja, da če si bolj okrogel, se manj verjetno zlomiš, če že imaš osteopenijo. Tako da včasih je kak suhec tudi zato bolj ogrožen, ker bolj čvrsto pade ob kak rob pločnika, se pogosto zgodi, ob neko kad doma, veliko teh padcev namreč v kopalnici. Pa tudi v dnevnih sobah ob pohištvu. Imajo ljudje tepihe, hodijo pa tak gležnja, sploh nimajo več gibljivega, prej nisem dokončala, tako da vaje za gležnj se splača vsem kar naprej delati. Tudi zdaj tu, ko sedite, počasi gor, ven, not. Gležnj, razmigan med je zlata vredno. Tako da nisem prej končala, zdaj povem do konca. Telesna aktivnost. Telesno je treba biti aktiven na več načinov, zato sem eno miganje tudi tu gor dala, ker je res najbolj pomembno za gibalni sistem kot tak, predvsem pa za dober notranji milje. Mi lahko ne vem kako dobro jemo, vse najboljše, ampak če se ne gibamo, ne pride tja, kamor mora priti. Prosim? Telesno aktivno treba delati raztezne vaje, neke vaje za moč, se pravi z utežmi, lahko tudi samo s svojim telesom, celo najbolj primerno, če tega nismo počeli prej, če ne more biti pa to neko nežno dvigovanje, 30 dek, pol kile, ne da bo naenkrat si navesil, ne vem, včasih kdo reče, sem si na stegna dal okrog 2 kilograma. Preko sem o tihih znakih govorila, en tihih znakov je, da nam peša telesna zmožnost, da pravzaprav ne vemo čisto točno zakaj, se nam zdi, hodimo enako živimo, ampak zmeraj manj zmorem. Zaradi tega, ker kadar v tem procesu dobro ne teče, predvsem te proksimalne mišične skupine, se pravi nadlahti, bederne mišice šibijo, bolj kot periferno mišičje. Tako da to je tudi lahko en izmed znakov, ki ti mora dati misliti, kaj se z mano dogaja. Telesno je treba biti aktiven, torej ne samo vaje za ravnotežje, vaje za krepitev moči in pa raztezne vaje. Prehranjevanje, veliko je danes bilo povedano. Jaz rada rečem, da je treba upoštevati 3 R, se pravi redno, razumno in različno. Razumno pomeni, da z staranjem prilagajam
vrsto hrane, ki jo vnašam v telo. Telo manj zmore na eni strani, po drugi strani so pa zahteve za nekatera hranila res večje. In če se predvsem sitim in nič ne hranim telesa, je skoraj obvezno dodajati prehransko dopolnilo. Človek pride v obdobje, ko je treba prehransko dopolnilo vključiti. Tu mislim predvsem na minerale in pa vitamin D. Razvade, kajenje, alkohol sta tista, ki sta najpogosteje omenjena. Seveda imamo razvad lahko več. Če smo navajeni veliko sedeti ob računalniku, spremljati, elektronske naprave, potem je to spet naša navada in se jo moramo otresti, da postanemo telesno aktivni dovolj. Številne bolezni so tiste, ki večajo našo ogroženost. To so vse avtoimune bolezni, spet zaradi zdravljenja, kronične, nenalezljive bolezni, vse motnje presnove, zaradi tega, ker je resorpcija snovi, ki jih kosti nujno rabijo za svoje zdravje, motena, težave z ščitnico, če potem ni dobro nadomeščen ščitnični hormon, da grejo čez, smo spet bolj ogroženi. Zelo veliko bolezni je neposredno ogrožajočih, da mi razvijemo jasnejšo, glasnejšo obliko osteoporoze in da smo bolj ogroženi. Bojimo se zlomov. Največja težava je zlom, ker še vedno veliko ljudi pri zlomu kolka umre in vsak človek, ki je zlomljen, državo, družbo, družino, bom rekla, nenazadnje stane na ta ali oni način. Zdravila. Med zdravili vidite, če malo pogledate na to prosojnico, je mnogo tistih, ki jih tudi vi poznate ali jih pa vsaj poznate med klienti, ki jih vi oskrbujete, kateri imate priliko poročati, kaj je novega na področju prehranskih dopolnil. In nesteroidni antirevmatiki, ko nas nekaj boli, dobimo pri zdravniku zdravilo, dobimo ga takoj, nekaj teh jih je dosegljivih celo že brez recepta, tudi v Sloveniji. Predpisujejo se pač pri kroničnih nenalezljivih boleznih, če povežem malo z boleznijo, pri kateri jih dajemo. To so razni voltareni, brufeni, ne vem, kaj vi od tega naproseni uporabite. Ni nič potrebno. Danes je lepo omenila sicer vmes, zakisano telo sigurno boli sklep. Tako da gotovo imate tudi vi kakšen del telesa, ki vas opozorite, preteral si, zakisano je telo, nisi dosti spal, si v neki slabi čustveni klimi, preveč mesa, čokolade, premalo gibanja, premalo vode in vas tisti del telesa spomni. Jaz imam tak gleženj. Ko me desni gleženj boli, vem, treba spremeniti. Spremeniti pomeni zelenjavo, več piti, pa se zaveda, da nimaš na nič vpliv razen nase, pa še to ne v celoti, ker spol mi je bil določen, rasa tudi, če zdaj spet k tistemu okrog osteoporoze pridem. Hormonska kontracepcija, pri teh je tudi motena resorpcija, se pravi tvorba kosti in ne dosegajo tako čvrste kosti do 40. leta in morajo ženske to upoštevati. Potem inhibitorji aromataz, to so zdravila, ki jih dobivajo bolnice, pa tudi bolniki so z rakom dojke. Potem vsa zdravila proti krčem, tu mislim predvsem epileptike, antiepileptiki, se pravi bolniki z epilepsijo so tisti, ki imajo problem, ker ta zdravila vežejo kalcij, nižajo razpoložljivost za kosti. Potem so benzodiazepini, to so razni apaurini, leksaurini, ne vem, kaj še v to grupo spada. Tudi ljudje včasih jemljajo kot bombone. So še taka vrsta zdravil, da se nanje navadimo. Tako da, ne vem, so lahko res zelo kratko v uporabi. Če nekdo ne more spati, pa vemo, da spanje rabi, da se regenerira na različnih nivojih. Inzulin oziroma bolniki z sladkorno boleznijo, potem antacidi, omenjala jih je že dr. Flisova,
res veljajo za zdravilo, tudi v mojih očeh, ki dela največ škode. Jaz mislim, da morda še doživim, da bo jasno, če pišeš antacid, delaš slabo posamezniku. Ljudje morajo, če je preveč kisline, to reševati na drug način. Akutno, z tem, da pijejo vodo in da rečijo to kislino v želodcu, če je imajo preveč, ker nujno je, želodec proizvaja več kot normalno, če zdravnik predpiše zdravilo, ki bremza izločanje kisline. Brez kisline namreč ni prebave, niti ne presnove. Tako da tega se v širokem krogu izogibajte. Mogoče je nujno, da dobijo to zdravilo tisti, ki so na steroidih, se pravi, imajo neke pronizone, deksametazone zaradi vnetne ali avtoimune bolezni, pa so še na rečenju krvi in je zdaj res, če se ne znajo slišati, krvavitev iz želodca lahko resen dejavnik tveganja zanj. Ampak potem morajo vedeti, da je konec fajnega za njihov trebuh. Da je trebuh bolj kot ne mrtev, ni več avtonomen. Trebuh mora imeti svojo avtonomijo, začne se v slino in se potem konča drugi dan, kak dela naš trebuh, vidimo v bistvu v WC-ju. Ali je tisto, kar smo vnašali, nam koristilo ali nam je škodilo. Ljudje, ki jemljejo dolgo antacide, imajo sigurno težave z zaprtjem, jih razvijajo, ker ne teče. V trebuhu ne more teči, ker mora biti ta impuls, da se izloča potem naprej v 12 kislinovke iz žolčne kisline. Tako da bodite okrog tega zadržani. Ljudje, kar rečejo, ja, me boli želodec, pa nič ne je, ko je norijo, mislim, tako sodelavko imam, ne. Nič ne je cel dan, pa se čudi, da jo boli želodec. Normalno, da jo boli, če je kislo. Kislino, če jo vi polijete na neodprto, pri takem človeku je pa gotovo že razgaljena sluznica, ima težavo. Količina kisline se da določiti, žal pač pri nas še nenormalno v želodcu. Ni to, da merimo pH, ampak pač kislino zmerimo, količino v časovni enoti. Zdravljenje osteoporoze mora vedno biti celostno, ni dovolj, da nam zdravnik napiše zdravilo in to je zdaj to, ker to ni to. Kljub temu se stvari dogajajo naprej, če naredimo nič na svojem ravnotežju, če ne študiramo, koliko sem telesno aktiven, če ne poskrbim, da tudi s hrano vnesem nekaj živil, ki so nujna za čvrsto kost. Ker prehransko dopolnilo, največ kalcija mi absorbiramo iz organske oblike, je že lepo bilo povedano, in največ iz živil. Vse oblike, ki so bile že danes naštevane, pa omogočajo različno biorazpoložljivost. Ne vem, ne bom zdaj v to šla, ampak moramo vedeti, da če jaz pojem 1000 miligramov, ne bo moje telo dobilo 1000 miligramov, ne, bo dobilo manj in ne smemo reči, ok, to sem dobil, zdaj pa lahko hamburgerje jem. Ni na ta način, ne gre. Bližnjic ni. Do dobrega počutja bližnjice z nekim starostnim obdobjem ni več, se je treba angažirati. Se pravi, zadosten vnos kalcija in magnezija, ne samo z prehranskimi dopolnili, in potem so zdravila, ki jih predpisujejo zdravniki. Veste, da vsa zdravila imajo stranske učinke, tako da je fejst fajn, da nikoli ne bi prišli do faze toliko porozne kosti, da bi ta zahtevala vnos zdravil. Zdravila so taka, ki blokirajo razgradnjo kosti. Ta so pravzaprav najbolj na široko uporabljena, ker imajo na nek način najmanj stranskih učinkov, je pa vseeno določen njihov rok uporabe in delamo pavzo, ker pač se potem samo nalaga in manj resorbira, ne. Ko se pa mora, da je v balansu, razgrajevati in graditi. To mora teči avtomatsko in takoj, ko mi posežemo not, avtomatika preneha. Podobno je za tistimi za bremzanje kisline v želodcu, ne. Takoj, ko mi in to posežemo v zelo resno dobro počutje z antacidom. Enako pa z temi zdravili na vrednost naše kostnine.
Potem so take, ko spodbujajo gradnjo nove kosti, je ne dobi kar vsak, in pa tista, ki zavirajo razgradnjo in spodbujajo gradnjo. Moraš biti pa spet že dovolj star, 75, pa da še nisi bil zdravljen, pa da si bil zlomljen. Se pravi, nimamo vsi enakega dostopa. Tudi merjenje kostne gostote si ljudje v Sloveniji moramo plačati. Se pravi, nikar, da bi zdaj vi lahko šli k vašemu zdravniku, pa bi rekli, jaz pa mislim, da imam jaz redko kost, sem zdaj nekaj poslušal. Vas, če nimate zgodnje mene, če nimate raka dojke, če niso vam odstranili jajčnikov, nekaj indikacij je, kjer lahko na račun zdravstvene zavarovalnice pridete do merjenja kostne gostote. Sicer si jo pa moramo plačati sami. In ta strošek ni tolikšen, če vemo, da dobimo zelo uporabno informacijo, kako ravnati s sabo naprej. To zdaj ni, da bo vsak 20 let se šel testirati, ampak okrog 40 z nekaj dejavniki tveganja je že smiselno si to privoščiti. Recimo ena, ki zgodaj v menu pride, skoraj kandidat za to. Sam kaj lahko delam? Telesno aktivnost, ne bom šla globoko, sem jo že omenjala. Idealno telesno težo ni dobro, ne če smo suhi, ne debeli, bolj okrogli je fajn biti, če padeš, ampak če ne, pa prav misliti na telesno težo, predvsem zaradi tega hormonskega dogajanja, ki se odvija v maščobnih celicah. Izogibati se je treba toksinom, ki uničujejo kosti, so bili omenjeni, to je hitra hrana, sladke pijače, ne vem, živila, ki jih kupujemo v trgovinah, so običajno med pridelavo tretirana rastline s pesticidi, pa še s čima, za pot pripravljena s posebnimi strupi, medtem ko živina dobiva od rastnih hormonov do antibiotikov, ne vem, kaj še, je tisto slabo rastlinsko krmo, koruzo, žita, sojo, ne vem. Tako da vnašamo toksine na več načinov, ne samo, da smo izpostavljeni radiaciji, recimo. Prehranska dopolnila je treba pravi čas uvesti, zdaj kdaj je pravi čas, je skoraj individualno, pozabiti pa tedenske akcije. Se pravi, tudi čvrsta, zdrava kost zahteva neko vztrajnost. Moramo kar naprej vedeti, kost je živa, moram misliti, kak je njej, sem naredil vse za njo danes. Se pravi, ni dovolj, da študiramo, imam redno prebavo, odvajam blato enkrat na dan in to je to. Moram počekirati še kak drug telesni organ, ne samo svoje kože ali pa sklepa kot takega. Na kost mogoče preredko pomislimo. In treba iskati strokovno pomoč, takrat, ko resno sumim ali pa že imam težavo. Ker ljudje še vedno redko poiščejo. Letos je geslo Svetovnega dneva osteoporoze, to je osteoporoza. In so pač objavljeni intervjuji z ljudmi, ki so bolj kot ne iznenada doživeli zlom ali pa diagnozo. Zlomili ste se, pa tega ne veste, tega je zelo veliko. Vam se mogoče ne zdi tako, ampak če se zlomi eno prsno vretence, se pravi, da se sesede, to se običajno vidi šele potem, ko začnejo hrbtenico temeljiteje proučevati pred kakšnim operativnim posegom zaradi zdrsa medvretenčne ploščice. In takrat vidijo, vi ste se pa že zlomil, on pa nič ne ve. Ja, se je že zlomil. In še vedno se v Sloveniji zelo velikokrat zgodi, da tak človek ni napoten k endokrinologu. Ali od tega kirurga, največkrat ortopeda, ali od svojega zdravnika, da to kar nekako se zlomi, pa noben nič ne študira. Se skoraj ni nič padel, priletel je na roko, pa se je zlomil. Bi ja bilo zamisliti, kaj če njegova kost že porozna do te mere, da tega ni preživela. Vsak zlom, ki smo ga doživeli v življenju kadarkoli, je tudi dejavnik tveganja za hitrejši, zgodnejši razvoj osteoporoze. Se pravi, da moramo to tudi upoštevati, če se otrok
ali pa mladostnik zlomi. Zlomi se res največkrat taka, če ima premalo vnos kalcija oziroma pri hrani niso pozorni starši, malo ne čekirajo, kaj ta otrok res je ali sploh poje, kar so se zmenili, in ima premalo kalcija, ker v obdobje, ko raste, je v bistvu najvišje kalcija zahteva in potem po 75. letu. Ne. In zdaj sem že pri prehranskem dopolnilu, ki je bilo danes že predstavljeno. Jaz bom mogoče dodala samo to, da je to res sodoben preparat, res sodoben. Pri snovanju je Kali Vita upoštevala, oziroma ti, ki so v razvoju, da je vse v idealnem razmerju in dodano vse, kar je potrebno, da se kalcij naloži res v kostnino. Se pravi, da ga lahko osteoblast uporabi in da se to ne nalaga v mehka tkiva. Zato poskrbi predvsem magnezij, razmerje je idealno, vitamin D tudi pripelje kalcij do tja, kot je treba, K2 pa poskrbi za beljakovine. Vsega tega nam tudi manjka, predvsem K2, še posebej, če ne jemo fermentirane hrane. To je vitamin K1 in K2. Vitamin K1 se predvsem pomembno v strjevanje krvi vključuje, medtem ko vitamin K2 ima veliko pomembnih vlog na več procesih v celičju. Za nas je pa danes pomemben predvsem pri tej vlogi, da aktivira beljakovino, ki potem mora sodelovati pri vgrajevanju kalcija v kost. Omenjeno je že bilo, kaj vse, za katero zdravje vse sta kalcij in magnezij pomembna. Kalcij je najpomembnejši v našem telesu med minerali, se pravi, ga imamo največ kalcija v našem telesu. In ne moramo ga pa žal dobiti zapnenca. Moramo misliti, kako prehransko dopolnilo si umislimo. In tudi zaradi oblik, v katerih se kalcij nalaga, v katerih je kalcij razpoložljiv, v tem dopolnilu je bolj dostopen celičju za vgradnjo. Sem zapletla. Se pravi, vse je že bilo omenjeno. Mogoče najmanj pri strjevanju krvi, ampak ja, je rekla pri celjenju ran, kar je enako. Kri se mora pravočasno strditi, pa kofaktor je v mnogih encimskih procesih. 700 do 1200 je ena taka splošna meja, pač odvisno od naše starosti in odvisno od stanja kosti, koliko bomo posamezniku predlagali. Fajn je, da se v 2 dozah, se pravi 2-krat dnevno vzame, ne kar v eni. Kako zaprtje, napenjanje je rado, še posebej, če ni citratna oblika, ima tega manj kot karbonat, ampak okej. Mogoče za živila, da malo pogledate, kje ga je koliko in koliko živila bi pravzaprav človek moral si privoščiti, da bi dobil samo 250 mg kalcija. Rabimo ga pa vsaj 1000 dnevno, tako da skoraj nemogoče, ne, da bi samo iz živila dobili zadostno dozo kalcija, če smo ogroženi za razvoj osteoporoze, je treba dodajati. Pomanjkanje kdaj lahko pričakujemo pri vseh motnjah prehranjevanja, tu mislim predvsem na anoreksijo, takrat vidite, da je najbrž estrogen ta pomemben razlog za to, ne samo pomanjkljiv vnos hranil, zaradi tega, ker silno pade pri takih, največkrat gre za punce, pa tudi fantje se najdejo vse pogosteje tam, izgubijo tudi menstruacijo in to je jasen znak, da estrogena ni. Estrogen je pa nujen za vgradnjo kalcija v kosti oziroma za čvrsto kost. Pri velikih količinah magnezija, odvajala, če dolgo uporabljamo, potem pri vseh kroničnih boleznih, kjer se predpisujejo kortikosteroidi, to je kar veliko revmatikov, se pravi z tistih za vnetno revmo, potem pri avtoimunih boleznih se veliko še vedno kortikosteroidni preparat daje, čeprav vedno več bioloških zdravil uvajamo pri teh boleznih. Potem, kadar manjka parathormona, ki je pomemben hormon za čvrstost kosti, da sploh do teh procesov vgradnje kalcija pride, to je obščitnični hormon,
in pa pretiran vnos beljakovinsko bogate hrane in hudo slana hrana sta tudi tista, ki pravzaprav vlečeta kalcij iz kosti oziroma večata potrebo za kalcijem. Beljakovine pač kisajo telo, podobno kot sladkarije in vse drugo slabo. In da je telo nevtralno, samo nevtralno pa funkcionira, mora vleči iz kosti. Tako da je to zanimiva tema, kaj je pomemben razlog ali pa med najpomembnejšimi za razvoj osteoporoze ali pa za tak porast osteoporoze, ne, med sodobno populacijo, ker včasih je toliko nismo imeli. Ali je to sedenje, pretežno sedenje, ali je slaba hrana, ali je pač preveč beljakovin. S tem je tudi povezano direktno število rakavih obolenj. Mesa ne rabimo veliko, ga rabimo, ampak ne preveč. In še to bi moglo biti fajno meso. Rabimo pa vse, tudi beljakovine rabimo, brez teh ni gradnje telesa in obnove. Magnezij, mogoče najbolj za izpostaviti, pa tudi je omenjala že, da je delovanje živčevja, ko je opisovala, kaj so znaki pomanjkanja magnezija. Nujen je za to razmerje normalno kalcija, natrija in pa fosforja, ter za izmenjavo. Kdo ga več, je že tudi bilo vse povezano. Tudi dnevna doza sporočena. Tako da vsebnost v nekaterih živilih je fajn, da poznamo, da vemo, če tega čisto nič ne užijemo ali pa zelo redko, da smo bolj ogroženi za premalo magnezija. Niso vsi krči razlog v magneziju in tisto preveč magnezija včasih lahko problem za premalo kalcija do kosti. Tako da ljudje magnezij se, mislim, bolj pijejo kot kak kalcijev preparat iščejo. Vsekakor pa mora biti preparat kombiniran. Najboljše na način, kot je pri kaliviti, da je dodan D-vitamin in vitamin K2. Tu, če se spomnite, je bilo pri špinači 200 gramov špinače, 250 miligramov bilo kalcija, pa 120, okrog 130 magnezija bi zdaj bilo v eni kili, ne, če bi pojedli 1 kilo špinače, tako da to je skoraj nemogoče. In tudi zaradi tega je postalo med populacijo, ki skrbi za zdravje, sočenje tako zelo popularno, ker se zdaj zdi, da lahko več mineralov in vitaminov ljudje vnašajo v telo, žal pa pozabljajo, da nujno rabijo celulozo, ker telo mora biti čisto. Se pravi, telo največ dobi iz celega rastlinskega oziroma sadja, iz rastline cele, ne, iz zelenjave ali sadja. Tako da sočenje ja, mogoče samo spet v izjemnih prilikah, ko želimo res povečati vnos. Vitamin D, krasen prispevek o vitaminu D imamo v zadnji reviji Kalivite, prispeva pravzaprav k vsemu dobremu počutju, malo se to zavedanje bolj glasno širi tudi v medicino, s tem, ko je bilo veliko študij z elektronskimi mikroskopi in pa primernimi barvanji dokazan VDR receptor praktično v celici vsakega tkiva. Se pravi, celičje vseh tkiv ima receptor za prenos vitamina D, ki se obnaša kot hormon, v celico. In zdaj je vsem bolj jasno, da vitamin D ima gotovo pomembno vlogo v vseh tkivih, ne samo v kosteh, ne. Tako je veljalo, vitamin D rabiš za kosti. Zdaj, vitamin D v tem času ga ne smelo biti med nami, da ga ne uporablja, se pravi, da ga redno vključi v vsak dan oziroma v svoj teden, če to počne tedensko, zaradi tega, ker je sonca manj, je obdobje, ko nas napada iz okolja polno živih organizmov, če jih je preveč naenkrat, težko ubranimo, pa če tudi imamo čvrst imunski sistem.
D-vitamin najprej so ga zaradi rahitisa spoznali, če se spomnite, tiste študije z mornarji so bile opisovane. Osteopenija je malo redka kost, osteoporoza je že bolezen, se pravi redčenje kosti pri visokih tlakih, zaradi tega, ker ima pomemben vpliv na srčno-žilni sistem, potem pri depresijah, šibek imunski sistem, sladkorni bolniki. Praktično res mislim, da v tem obdobju bi ga morali jemati vsi. Rečejo mu tudi vitamin sonca, zaradi tega, ker se tvori, naše telo ga tvori, ampak nima ga skladiščenega v jetrih dovolj, da bi se potem lahko aktiviral v aktivno obliko, tako, ki deluje v celičju, največ v ledvicah, a ne. Mi bi se morali izpostavljati soncu več, kot so sodobna navodila, ker je nekak strah pred malignim melanomom, ki je še vedno dosti zoprn karcinom, saj če je malo prepozno odkrit, ga še zmeraj ne znamo zdraviti, ne. Tako da je ta strah upravičen, da smo zadržani okrog sonca. Gotovo pa k temu prispeva še k kožnemu raku cel kup drugih reči, od načina življenja, hrane, ali pa če samo spomnim na to, kar lokalno nanašajo ljudje na kožo, na lase, na nohte. To so vse strupi za to kožo, ki šibijo imunski sistem v koži in posledično so potem nujno razvijeni kak kronično obolenje ali celo rak. Se pravi, naredi kožo bolj senzibilno za slabo iz okolja. Tako da biti na soncu. Je veliko ljudi oziroma zemljepisnih širin, ker ljudje tudi, če bi bili cele dneve na soncu, ne dobijo dovolj sončnega poriva, da bi in zato je mogoče tiste severne države več zlomov zaradi osteoporoze, tako da vse je kompleksno, vse, ne samo način življenja in to, kar s svojim telesom naredimo. V bistvu družba je en res kompleksen sistem, ne samo telo. Zdaj, komu bi ga vi priporočali v tem obdobju? Vsem. Se pravi, tudi svojega zdravnika lahko vprašate, kako ste z D-vitaminom. Testiranje za D-vitamin, pač tam rečejo, da so normalne doze nižje, kot so. Mi ga želimo imeti okrog 70 vsaj, da lahko rečemo, naredi vse tisto, kar v telesu mora podelati. Tudi če nismo ogroženi ali nimamo osteoporoze, do tega testiranja pri zdravniku ne pridemo. Jaz to naredim pri Adria Lab, ki je v vsakem večjem kraju. Morda tudi kje v manjšem kraju jemljejo in tja pošiljajo. Če ne, se pa nekje oglasite in vam pol po pošti ali po mailu pošljejo o priliki, ko ste v mestu. 5 kapljic tega našega, se pravi, ali 7-krat toliko enkrat. Zdaj, če ne jemljete vsak dan, jaz to tedensko delam. Razen zdaj, ko sem prehlajena, sem včeraj dodala zraven. Če ne, pa nedelja tista, ko pri zajtrku vzamem 40 kapljic D-vitamina. Ja. Fajn ga je vzeti med hrano. Imate možnost tudi v kapsuli dobiti, ne, od Kalifornije. V bistvu liver cod oil, se pravi jetra tega, pa ne vem, ja, polenovke, hvala, je tista, ki so najbolj bogata in recimo vsak rakavi bolnik, če se loti čvrstitve imunskega sistema, mu to povejo. Livingstonova zahteva, da jemlješ liver cod kapsule in to velike doze. Multivitamin, C-vitamin, antioksidante, to so osnova, ki jih moraš dodati. Zraven tega, da poskrbiš za čiščenje pred tem in s tem računaš, da se bo tkivo potem lotilo tudi regeneracije. Ker mi moramo stalno na 3 procese misliti. Ali sem dosti čist, kak je moj imunski sistem, kljub temu, da sem čist, ali je dovolj čvrst, ali zbolevam bolj, kot bi smel, kot lahko pričakujem, glede na to, kaj vse s sabo počnem. In šele potem lahko računamo na obnovo, regeneracijo. Ta je bistvo tega, da mi v visoko starost dobro počutje prinesemo.
sicer pridemo tja zlomljeni, ker se tudi kostno tkivo mora regenerirati. Regenerira se bolj, če mu dobro strežemo, vsem tem, kar ravnamo okrog. Ne vem, sem povedala vam zdaj? Sem povedala? Otrokom, jaz imam malega otročeka doma, se pravi male 2 leti je star, jaz mu dajem 2 kapljici. 2 kapljici, ja. Tudi če zboli, dodamo, da kar dobi, ker predoziramo zelo težko, magari je v olju topen vitamin in moramo biti zelo pozorni. Se pravi, z vsemi A, D, E in K so v olju topni vitamini in edino pri teh lahko z norim ravnanjem, jaz ne vem, kako pitje bi to moglo biti, kakih količin, pridemo do hipervitaminoz. Te so redke. Vsi bolniki, tudi tisti z osteoporozo, so organizirani v društva, potem je na nivoju države Zveza društev bolnikov z osteoporozo je to v Sloveniji, sedežem v Ljubljani, imajo fajno spletno stran z zelo veliko koristnimi informacijami. Tako da, če imate med uporabniki koga, pa se vam zdi, mene ne bi vprašali, lahko tudi na tej strani dobite veliko uporabnega. Potem sem že nekaj podatkov tega mednarodnega za osteoporozo fundacije kazala. Ta tudi vsakoletni slogan na osnovi podatkov, ki jih zajemajo, iz vsega sveta določi. In letošnji slogan je, to je osteoporoza. In če ima kdo voljo pogledati tja, ga bojo tiste zgodbe gotovo nagovorile. Vse to, kar sem povedala, pa bo zdaj ta filmček ponovil. Your bones are a living tissue that give you structure, allow you to move and protect your organs. But without proper care, your bones start to weaken. This is called as osteoporosis, which causes fractures, leads to pain, and make everyday activities extremely difficult. Did you know? Worldwide, 1 in 3 women and 1 in 5 men, aged 50 years or older, will suffer from osteoporotic fracture. A fracture occurs worldwide every 3 seconds. Because osteoporosis is a silent disease with no obvious symptoms, millions of people who are at high risk of fractures remain undiagnosed. So what can you do to protect your bone and muscle health? By taking early action to protect bone and muscle health, you can set up foundation for healthy, mobile, and independent future. 1. Exercise regularly. 2. Ensure a diet rich in bone-healthy nutrients. Did you know, calcium is so fundamental to the processes of life, including bone building and bone maintenance, that the human body contains more calcium than any other mineral. Taking calcium paired with vitamin D seems to be more beneficial for bone health than taking calcium alone. Vitamin K2 substantially improves bone density and prevents osteoporotic fractures. Calcium, vitamin D and K2 supplementation reduces rates of bone loss. 3. Avoid negative lifestyle habits. By maintaining a healthy body weight, avoiding smoking. 4. Get tested and treated if necessary. Se pravi, probajte se vprašati danes, ko se vozite proti domu, malo popravljajte držo, pa kje sem jaz in čvrstost mojih kosti. Potem je bil namen tega dosežen, tega prispevka. Vedeti moramo, da se vsakega dotakne. Če nas pa ogrozi in spravi do medikamentov, se pravi do zdravil, je pa zapisano, ne vem, malo v genih, veliko pa večino odločamo sami. Hvala za vašo pozornost. To je pa en izmed plakatov za letošnji 20. oktober, ko je svetovni dan osteoporoze, z namenom ozaveščanja. Hvala.